Nelogično je in tudi v svetu popolnoma neverjetno, da se kapitalisti, da se ljudje, ki se ukvarjajo z ekonomijo, tako silovito ukrepajo ideologije, da jim je to sploh pomembno. V Sloveniji je pomembno. Kot vidite, velikokrat se ti gospodarstveniki oziroma ti, ki so lastniki kapitala, prištevajo k levici in imajo tudi v lasti vse poglavitne slovenske medije. Če že ne v lasti, imajo pa na nje največji vpliv in v teh medijih so seveda živo zainteresirani za to, da resnica v njihovem počelu, jaz sem seveda malo bolj na grobo povedal, pa vendarle v osnovnih obrisih drži, da ta resnica v njihovem počelu, v njihovi prvotni akumulaciji ne bi prišla nikoli v javnost. Seveda, leta in leta medijskega poročanja v tej smeri je povzročila neko moralno poškodovanost naroda. Dejansko Slovenci nimamo vseh vzvodov ali pa priučenih, privzgojenih, vseh načinov ravnanja, da bi se znali opredeljevati do tistega, kar nam pravzaprav tudi vest veli. V bistvu smo sedaj po teh umetnih avtoritetah, ki so nam jih usiljevali v dobi komunizma, smo padli v čas, ko je velika kriza avtoritet. Dobro, ta kriza ni samo slovenska, to je pač tudi globalni problem. Včasih so bili veliki predsedniki, tudi veliki diktatori, ampak so bili neke osebnosti, kakorkoli že. Sedaj čas velikih osebnosti izgineva. In namesto velikih osebnosti, ki bi vsaj v nekih demokracijah imeli tudi močan moralni fundament, ne samo v besedah, ampak tudi s svojim življenjem, od vsega tega ni ostalo skoraj nič. Če se ozremo, dobro, po Sloveniji se skoraj ne bi, ampak tudi po Evropi, ali pa po svetu, je takih osebnosti izrazito malo. Eni pravimo, mogoče nemška kanclerka bi še bila, če kakšne malo bolj poučene Nemce vprašajo, pravijo, da niti ona ne, ampak recimo, da ona je in gotovo so številni drugi, ampak vendarle sodoben svet in tudi medijski svet, tudi slovenski, pravzaprav temelji na nekih lažnih avtoritetah. Ali pa, če bi rekli malo svetopisemsko, temelji na lažnih prerokih. Tukaj so duhovniki, gospod Škof, mislim, da tam proti koncu apokalipse, razodetja, Svet Janez govori o lažnih prerokih, o dobi lažnih prerokov. In če govorimo o apokalipsi in o teh lažnih prerokih, se pravi, da smo v nekem smislu blizu konca sveta. Stvari niso tako tragične, ampak vendarle. Koga se danes pravzaprav promovira? Promovira se nogometaše, telesne igralce, dobro športnike, kar je v nekem smislu pop, zvezdnike in tako naprej, kar je do neke mere seveda normalno in s tem na prvi pogled ni nič narobe. Po drugi strani pa to niso ljudje, ki bi svojo idejo, kaj bistveno občudovanja vredni so lahko njihovi dosežki, ampak ki bi svojo idejo dejansko prispevali k napredku človeštva. Vse je tako smislu kot neke svetle avtoritete, ki jih imamo, mogoče celo instinktivno po njih lepimo, ampak se jim kot nacija ne obstaja konsens, da bi se jim znali približati. Gotovo je ena takih avtoritet Pedro Opeka, ki ga praktično vsi poznate, gostoval tudi tukaj v Celju, da zvoram tistega večera, kar ni do konca in te množice ljudi, ki ga je oblegala. Ljudje instinktivno čutimo pravzaprav tistega, po katera se lahko razgledujemo. Ampak prevladujejo vendarle lažni preroki. Seveda tudi brez neke moralne izkušnje, ki je fundamentalna in ki je pomembna tudi za ta razrušen moralni red, ki razkraja zahodni svet, ki ga na nek način ogroža in tudi kaže, v nekem smislu, prej sem omenil apokalipso, na ne samo krizo civilizacije, ampak tudi na neko stopnjo že zatona tega, kar poznamo kot evropska civilizacija. Kdaj in zakaj se je to zgodilo? Ja, vedete, tukaj lahko gremo kar po vrsti, po 10 božjih zapovedih. Ne ubijaj, dobro. Ampak tudi, rekel bi takrat, ko enostavno človek, pozitivisti bi rekli, da v
v luči svojega razvoja ni več priznaval avtoritete nad sabo. Kot kristjani bi lahko rekli, da ni priznaval Boga. Ampak tudi v širšem smislu lahko rečemo, kot človek pravzaprav pridobi ali pa si daje tako veljavo, da lahko odloča vsem in da je njegovo razmišljanje absolutno. Takrat dejansko, ko misli, da je vse, takrat dejansko tudi počne vse. In takrat tudi izgubi nek moralni kompas. Mi se potem lahko seveda sprašujemo, zakaj tudi končno v Sloveniji ne samo, da smo bili takrat kot narodova skupnost v dobi revolucije sposobni izvajati te zločine, ker te zločine, mislim, smo je težko reči, ampak so storili Slovenci, prav gotovo. Tisto, kar nas grozi pa je, da po vseh teh letih nismo bili sposobni te zadeve na moralni način predelati, spoznati zmote in nekako zaživeti, ne samo neobremenjeno, ampak iz te izkušnje bogatejši, kar bi se lahko zgodilo. Nemci so svoj nacizem predelali dobro, pomagala jim je tudi takrat okupacijska armada, predvsem ameriška, ampak vendarle so ta nacizem prelevili v neko veliko senzibilnost do kratenja človekovih pravic. In tudi sedaj, ko se gleda na to, ali bo Evropa odreagirala tudi na te naše probleme, vse o kom pa mislimo? Mislimo na Francoze, na Angleže, mislimo predvsem na Nemce. Po svoje zelo zanimiva zaokrožena zgodba. Mediji, kljub temu, da sem bil prej tako kritičen do njih, pa so tam po letu 90 in tudi vse do današnjih dni, mogoče ravno zadnje leta nekoliko manj, odigrali svojo pomembno vlogo tudi na področju sprave. Prvi film, tak močan je bil, mogoče se kdo spomni, Rock'n'Roll, režiserja Filipa Roba-Redorina, v katerem so nastopali tudi nekateri rešnici iz Kočevskega Roga, takrat. Potem je tukaj z gospodom Črnejem in gospod Čadeč, mlad naredil leta 96 film Pogrešani, ki tudi zadeva, tukaj celske zadeve. Ne vem zakaj, vsi ti filmi niso imeli tistega, čeprav so bili zelo kvalitetni, niso imeli tistega mogočnega zvena, kot bi si tema zaslužili. Mogoče po neki sreči sem sam padel v tisti čas z filmom Zločinkine zastara, ko je bil ta preboj prvič narejen, takrat se je država tudi zgradila, šlo je za grobišče v Slovenski Bistrici, za dva rova. Takrat se zgane država, ustanovijo akcijo Sprava, policijsko akcijo, ki začne ne bom rekel preganjati, ki niso preganjali, ampak na nek način preiskovati zločince, trkati na vrata nekaterih gospodov, ki so bili takrat na odgovornih funkcijah, ampak seveda zaveza molka ni pripeljala nikamor. Nov izbruh, ne samo zanimanje, ampak tudi neke medijske ofenzive na tem področju, pa je prav gotovo bila tukaj vam vsem bližna Huda jama. Tisti, ki ste jo danes obiskali, ste pod svežimi vtisi. Tudi sam sem bil še takrat, ko se je odprla, tudi dvakrat, trikrat kasneje. In mislim, to je v bistvu vsakemu, ki o tem govori, popolnoma jasno, da človek ne in zahteva pa odgovore in postavlja vprašanje. Ko sem bil zadnjič, da je Huda jama že nekoliko bolj urejena, ni več tako, mislim, grozljivo seveda je, ampak ni več tako turobno, kot je bilo takrat na začetku, ko smo se spuščali v ta rov in so v tem rovu bila tako poševno nagrmadena trupla, tudi videlo se je po laseh tudi ženska trupla mladih ljudi, ali pa kakorkoli pač trupla ljudi, ki so bili jamo pometani. In spomnim se takrat ob enem obisku novinarsko komercialne televizije, ki, mislim, vsi smo bili tiho, bilo nas 21, sedaj zadnjič. On je še svojim sosnemalcem poskušal nekaj zabavljati na ta račun. Tako da sem se potem sam obrnil, ko je interveniral in še en kolega z dela, da mu jih je par povedal. Pravi, tudi v takem kraju, kjer je vsakemu jasno, ker ne potrebuješ nobenih podnapisov, nekateri zaradi te moralne poškodovanosti, ki jo pač prinaša vzgojni izobraževalni sistem, niso sposobni tega dojeti, pa tudi v poročilih, ki so iz tega obiska narejenih, se je videlo, da nekatere bolj zanimajo, ne vem,
marginalni problemi, češ kje bodo ta trupla sedaj pokopana, kot pa da bi se približali resnici. In tudi sicer ta medijski vidik je bil silovit nekajkrat, mislim, da je tudi zelo iskren, vendar ni šel vsaj ne dovolj sistematično v smer tudi raziskovanja okoliščin in iskanja krivcev. Se vemo, da kar imamo nek pravni red, ki nam pomaga živeti v skupnosti, v sožitju, mislim, da od Hamurabija, vsaj za našo civilizacijo, rimski zakonik, tisti temelj, ki pomeni, da za hude, sploh za neke kršitve, za zločine, mora nekdo odgovarjati za to, da se v družbi neprestano obnavlja kriterij, kaj je prav in kaj ni. Pri nas se pač ta kriterij ni obnavljal in po enem gledanju, ki je malo skrajno, pa vendarle bi tako rekel, kaj je tudi sedanje stanje z toliko uničenimi podjetji, tajkunskimi prevarami, vsem tem, kaj je to proti poboju tisočev, pa celo 10 000 nedolžnih ljudi. Hoče reči, da je tam, na tej točki, da ni bil tak zločin kaznovan, da je tukaj tudi izvirni greh neke moralne izprijenosti, ki tudi prek hudih jam, Kočevskih rogov, Macesnovih goric, jam pri Trnovem, Pezna in tako naprej, pronica oziroma ostaja in kali tisto, rekel, vražje seme v tej naciji, ki nas nekako ne more rešiti iz objema. Gotovo je temelj spravnega procesa resnica in kljub kritiki do medijev so odigrali pomemben del zgodbe, da bi resnica lahko prišla na dan. Ampak kje se je stvar zalomila? Jaz mislim, da je vendarle v pravosodnem sistemu tisti temeljni izvirni greh, ko praktično v vseh teh letih, kljub nekaterim poskusom, recimo gospoda Jamnika iz te akcije Sprava, ki je vendarle predlagal, da se zasliši Mitjo Ribičiča, tudi če nekateri drugih primerov, pravosodni sistem kot po nekem dogovoru poskrbel, da nihče od zločincev ni odgovarjal. Toliko pobitih, zavedajoč se tudi, da so bili vsaj neposredni izvrševalci in mladi ljudje, režim je izkoristil za likvizacijo po večini mlade ljudi, take lažje prisiliš, lažje zmanipuliraš. Spravi, ob tolikih zločinih in nekako pokončanih ljudeh nimamo niti na simbolni ravni nikogar, ki ga je sodobna ali pa slovenska država obsodila. Se pravi, bivša država je sproducirala, to je bila velika stvar, gotovo na tisoče, ali vsaj na stotine zločincev, medtem ko slovenska država, ki ne bi nastala na demokratičnih temeljih spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, ni bila vseh teh let sposobna procesirati niti enega resno postaviti pred sodišče in ga soditi. Toliko bi bilo na tej točki. Hvala lepa za ta vaš uvodni del. Zdaj pa, ker je sam naslov naših večerov pogovori, ste tudi vi povabljeni, da mogoče vi poveste kakšno svojo misel o tem, mogoče postavite kakšno vprašanje, tudi izkušnjo, kakšno zgodbo, ker namen teh srečanj je ravno ta, da se z gosti, kot je nocoj, gospod Družina, o spravi pogovarjamo. Pa mogoče za uvod, da prebijem let, govorili ste o tem, da je v Evropi in v Sloveniji kriza identitet, avtoritet. Pa me zanima po vašem, kakšna je bila ta avtoriteta, ki bi recimo bila sposobna združiti te dobre silnice k temu, da bi spravni proces pri nas stekel. Kakšne so značilnosti te avtoritete? Ja, v tako zmedenem času živimo, da to niti ni tako preprosto artikulirati, ker medijski stroj pri vsakemu neko napako najde prestaj. Sploh pa, če kak človek, ki avtoriteta je, ogroža
kakšnega od recimo centrov moči, vsaj tako je vsega. Jaz mislim, da take avtoritete pri nas tudi imamo. V političnem smislu, ne v absolutnem, da se tako razumemo, ampak v političnem smislu enega koristnega, pa pametnega, sposobnega, delovnega upravljanja z državo. Jaz mislim, da je prvak SDS tista avtoriteta, ki jo priznavajo tudi njegovi nasprotniki. In da usoda, ki jo on doživlja, ni povezana z njegovo nesposobnostjo ali pa koruptivnostjo, ampak z njegovo sposobnostjo. In ne mislim, da ne koruptivnostjo, ampak pač s tem, da je svojo vizijo upravljanja države začel ogrožati tiste centre moči, ceno pa seveda za to plačujemo sedaj mi. Eno anekdoto mogoče lahko povem, to je nedolgo nazaj pravzaprav, je urednica na televiziji rekla, ravno s tem v zvezi, zato sem na to pomislil, pravi, vse vemo, če bi bil Janša, bi bilo bolj za vse. Skoj, ja, ti si urednica, zakaj po tega v tvojih programih ne poveš? Ja, veš, se ne sme. Kako se ne sme? Seveda se sme, ampak ni oportuno. Nek mainstream medijski gre v popolnoma napačno smer. Tako, to sem dal mogoče za primer eno avtoriteto. Take avtoritete so potrebne in tudi so prisotne na primeru cerkvi, prav gotovo. Pa jih tudi zaradi načina razmišljanja tega vsekikarstva ne znamo prepoznavati, pa tudi ne ceniti. Mogoče je tukaj ta avtoriteta, ki je neokrnjena, ampak ravno zato, ker ni preveč časa bila v Sloveniji, je ravno Petro Opekar. Če bi pa on bil v Sloveniji 3 mesece, pol leta, verjamem, da bi tudi njegovo avtoriteto začeli najedati, čim bi on s tem svojim sjajem ne le zasenčil, ampak začel dejansko pač pogrožati določene druge avtoritete, ki potrebujejo to slovensko sonce, da bi živili. No in tu, kot ste omenili, moja medija je gotovo zelo pomembno vlogo. Mogoče pa sprašam kot novinarja in urednika, zakaj ljudje tako radi verjamemo, hitro verjamemo recimo v medijem? Kaj je? Čem je ta zakonitost? To je v bistvu vsaj na 3 načine se da na to odgovoriti. Ena prav stara teorija pravi, da smo Slovani, kolikor smo Slovenci tudi seveda Slovani, da smo malo lahkoverni. Imamo čudovite lastnosti, smo poetske duše, široke, dobronamirne, ampak dejansko smo naivni. In če pogledamo, kako se je ta komunizem širil po Evropi, je imel v slovanskih deželah, dobro, tudi zaradi drugih zgodovinskih okoliščin, ima najbolj trajne učinke. Ne samo, da je prišel zelo daleč na oblast, ampak tudi na časa funkcionira. Drugi, čist slovenski način pa je, da smo bili, so nas poskušali tako dresirati, grdo rečeno, dobesedno tako. Bil je glavni medij, Delo, sorodni dnevnik, bil je potem RTV, radio in televizija. In ljudje so se spomnili še obdobja, še do začetka 90-ih let. Tisto, kar se je povedalo na televiziji, tisto je bilo, oziroma tistega, kar ni bilo na televiziji, tisto se ni zgodilo. Tako pomembna je televizija, da v tisti dobi je vsak večer gledalo televizijski dnevnik več kot 1 milijon Slovencev, se pravi vsi odrasli ljudje. Kar pomeni, da je bilo tudi za sporočanje neke kolektivne mentalne slike režimu dosta prosto. Zato tudi so ti režimi sicer kolapsirali, propadali, gospodarstvo so bili stalno v neki stiski, ampak vsi ti vzhodnoevropski režimi, zanimivo, so imeli zelo zgodaj svoje televizije, radije že prej, ampak zelo zgodaj svoje televizije in tudi izredno močne in sodobne kot ustanove. Ker se je ugotovilo, knjiga je že bolj zahtevna za brati, moraš biti tudi motiviran, da jo vzameš v roke. Medtem, ko ta moj medij je pa v negativnem smislu tudi najbolj manipulativen. Dejansko ti tudi na nek subliminaren način v določenem smislu in tudi informacijo, ki jo mogoče ti sam zanikaš ali pa se z njo ne strinjaš, vendarle seda na najbolj učinkovit način ravno prek televizije v tvojo podzavest. Ampak to velja tudi v pozitivnem smislu. Televizijske zgodbe, če so solidno narejene, recimo televizijska pričevanja, ravno zadnjič mi je mlad človek rekel, ko je gledal ta Zločinkine zastara, ki je bil problem prejšnji teden, glej, kako je ta general Stjenka lagal. Zakaj pa misliš, da je lagal? Rekel, se je videl, kako je bil zakrčen, pa Ribičič,
po drugi strani pa kako je prostodušno govoril Zdenko Zavadlav, pa še kdo drugi. Tukaj je kamera neusmiljena in je zelo uporabna pravzaprav in tudi prepričljiva. Ja, verjetno je bolj prepričljiva kot recimo tiskan medij, ne? Tak nekje velja, ne? Da Slovenci zelo radi, recimo na področju tiskanih medijev, posegamo po tako imenovanih rumenih medijih, ne? Recimo Bravo, Slovenske novice in podobne te časopisje. Pa menite, da je res, recimo, če smo na področju tiskanih medijev, to tako vplivni medij, recimo, da vem, Slovenske novice se večkrat omenjajo, da jih ljudi bere, da je recimo verjamem. Ja, trenutno so Slovenske novice edina edicija, delo zdržuje po konc, vse vesne, da gre za pravzaprav isto časopisno založniško podjetje. Ja, res veliko berega, sicer znatno manj kot v preteklosti, ker so tudi na področje rumenega tiska zelo brutalno posegli televizijski mediji. Tudi televizijska ponudba v Sloveniji je zelo bogata, tudi v smislu poneumljenja ljudi, da se razumemo. Pred televizijo se da izgubiti ogromno časa, ki gre nepovratno, rečem skozi dimnik v franže, rečem včasih primorci. Treba biti tudi zelo pazljiv pri uporabi vseh teh medijev, pa to vsi sami veste, tisti, ki imate otroke, pa sploh, kako te stvari so. Ampak, a ni žalostno, sem se danes ravno vrnil z Koroške, avstrijske, nekdaj slovenske, iz Svečno, sem zdaj na gospodu 90-letno opravil 2 uri pa pol pogovor, tudi kar malo pretresen od tega. Kako so v tistih preprostih slovenskih okoljih, tudi ljudje, ki niti niso imeli slovenskih šol, to je zapletena zgodba, kako je to bilo, ampak s kakšnim ponosom, previdnostjo so ravnali slovensko besedo. In tudi, kaj so ti ljudje brali, če sedaj ona pokaže. Tudi, kakšna je bila njihova kultura izražanja prek pisem. In prej sem govoril o tej informacijski dobi, s tako slovljenje. Ja, gledajte, ta informacijska doba je s to množično ponudbo ali pa množstvo ponudbe informacij povzročila, da ljudje ne znajo več ločiti, kaj je dobro, kaj je slabo. In potem posežejo po slovenskih novicah, ki jih, ne vem, prebereš lahko res v 5 minutah vse. In ta instant ponudba, kar se tiče tudi moral bi biti intelektualni, ampak ni enega dojemanja sveta, to se seveda potem odraža tudi v ravni medčloveških odnosov in tudi končno pri izbiri, pri dojemanju stvarnosti, ko gre za ravnanje politikov in tudi pri izbiri ljudi, ko se voli. Tako da, to je kot nek začaran krog. Mislim, da ta medijska manipulacija niti ni tako normirana ali organizirana, ampak to je neka reka, po kateri sedaj plove večino sveta, tudi zahodnega sveta. Slovenci pa še toliko hitreje, ker imamo pač te težave z režimom in zelo slabo medijsko in tudi politično podlago, ki jo za sabo vlečemo iz preteklosti. No pa, če še ostanemo pri medijih, tu se mi tudi zdi pomedljivo omeniti vlogo interneta. To je seveda medij, ki je danes lahko tudi v tem smislu pozitivn ali negativn, ker je pač dosegljiv povsod in se lahko tudi poiščeš tudi recimo nasprotno zgodbo. Kakšna je pa vaša vloga tega medija? Predvsem recimo med mladimi, verjetno, ne? Ja, zelo dobro, da ste to spomnili. Sem to malo pozabil omeniti. Mislil sem prej dejansko bolj v teh negativnih konotacijah, da tudi prek interneta pridete lahko v stik z vsem. Vi lahko pa tudi poslušate radio z katerega koli dela sveta, ne vem, z Armenije, z Južne Amerike in tako ponoma preprosto. Tega ne počnemo, ne, seveda. Stazovni kot ste vi zastavili vprašanje, je internetni medij čudovit. Ker lahko, in tudi v Sloveniji se to že dejansko dogaja, se dogaja že dalj časa, prebija to medijsko blokado. Ko smo prej rekli, če se ni bilo po televiziji, ni bilo v delu, tega ni bilo. In tudi skozi razvoj in tegobe naše demokracije je bilo ravno to velikokrat problem. Prav gotovo je zaradi silovite podpore medijev leta 90 zmagal bivši predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ker pač ljudje, ker so ga mediji suportirali na način, da je bil zmagovit. Po drugi strani so seveda delali težave Jožetu Pučniku.
prav gotovo je bil to način. Če bi takrat obstajal internet, to so zdaj špekulacije, ampak vendarle lahko razmišljamo v tej smeri, mislim, da bo to ne bi uspelo. Ker takrat ljudje ni imel kdo sporočiti, pravzaprav kakšen režim je to bil, na kakšen način privilegiran so ti ljudje živeli, od stanovanj, zdravstvene oskrbe, počitniškega sistema, vse je bilo, še zdaj verjetno marsikdo od vas ne ve, vse je bilo usporedno in predvidelo samo za te tovariše. Seveda oni niso živeli med ostalimi in z ostalimi, zato ljudje do danes to premalo poznamo, premalo vemo. In tudi premalo vemo, da so ti gospodje, o katerih so zdaj govorili, sedeli na sejah, kjer so odločili o tem, kako bo Udba posegala na avstrijsko Koroško, kako bodo razstrelili spomenik v Velikovcu, kako bodo delali atentate in tako naprej. Ne mislim zdaj konkretno, ampak vendarle to je bil režim, ki je to počel in dobili smo predsednika, ki je temu režimu načeloval. Zdaj pa si sestavljajo to zgodbo. Sedaj pa, kaj se dogaja? Te medijske blokade, ki si jih je pač zaradi organizacije in lastništva medijev, predvsem ta naša tako imenovana politična levica, se ne veš, ali levica ali desnica, ki si jih je privoščila, še tam v 90-ih letih, tam do leta 2000, to se sedaj vse teže dogaja, ker so določeni spletni mediji, ki spustijo informacijo naprej. En tak sicer zelo banalen primer, mi je prišel sedaj na misel, se je zelo znan, je primer ta afere Burmastifi. To je bila zgodba, ki je bila medijsko popolnoma prikrita in pokrita, to je bil nek incident, 30 sekund na televiziji so o tem poročali, tako ta zdravnik umrl v nekih okoliščinah in to je to. In čez nekaj dni je potem en spletni medij, ki je lahko zelo problematičen, zelo rumen in tako naprej, ampak Požar Rekord, se to vemo, začel to zgodbo razvijati, jo odprl, nekaj časa ni bilo nič, potem so pa tudi drugi mediji pač pod težo te zanimive zgodbe in tudi zaradi neke vendarle konkurence, ki med mediji mora obstajati, začeli o tem poročati. Posledice so bile seveda strašne na nek način, ne samo, da je potem ministrica padla, v bistvu razpadla je tudi vlada, v bistvu začetek konca te epizode s Pahorjevo vlado. Tako da vidite, kako so te stvari pomembne. Zdaj pa v našem prostoru je predvsem poleg tega Požar Reporta, ki ga je, mislim, treba brati, ne bi ga ravno priporočal, ampak najdeš zelo zanimive stvari. Včasih so celi dialogi, kako se je kdo s kom pogovarjal. Se spomnim, pred leti, tudi kako sem se jaz nekom pogovarjal, da kar cel dialog napiše. Tako zmeč, da tudi ko avtorju zmanjka mogoče kakšna beseda, si jo tudi zmisli ali pa doda, pa se ni pomembno. Ampak se najdejo, za tiste sladokuste, se najdejo zelo zanimive stvari, jih je pa treba se na z neko distanco tudi presojati. Drug tak medij, ki dopolnjuje to, spletni medij, ki dopolnjuje medijsko enoumje, je gotovo Reporter. Spet na nek svoj način, včasih zelo udaren. Tisti, ki niso tako ostri do teh političnih razprav, pravijo, da je preveč napadalen, ampak je v nekem smislu tudi to, kot lahko presojame medijski razvoj v Sloveniji, posledica te vulgarnosti, ki jo je pri nas uvedla mladina. S tem, ko se je lotevala tudi otrok, tudi so zakoncem in tako naprej. Dejansko to en odgovor tudi na to stanje. Potem je tudi spletna družina, Ognjišče, podobno sem še kaj pozabil, demokracija, ampak to so stvari, do katerih je dostop res izrazito preprost. Tudi za starejši ljudi, ki ste tukaj, mogoče kdo od vas se še ni okorajžil, ampak to je tako preprosto. Jaz sem eno prijateljico, ki ima 89 let in ona, mislim, da se pred 3 leti je dobila iPad, zdaj ga dobite že kakšnega bolj preprostega, ne vem, za 200 evrov manj. No, iPad, mogoče kakšen Samsung, ampak je ruska še cenej. Dobro, se da morate biti tudi napeljavno, ampak vendar ne. To je tako preprosto, ona piše maile, ona piše pošto, si dopisuje na ta način, bere časopise, dejansko je ažurirana z vsem, kar se dogaja. Mislim, mogoče bo koga tudi na ta način navdušil, zdaj ni treba imeti pred tem strahu, ker je stvar zelo preprosta, za starejše ljudi pa običajno ni skrbi, da bi postali od tega odvisni. To je bolj zadanje. Ja, hvala. Mogoče kakšno vprašanje z tega področja medijev?
Drugače še mogoče bolj osebno vprašanje, vi, ko ste se teh tem kot novinar lotevali, ne? Ste bili kdaj pod takim pritiskom, takim vplivom, recimo, da kaj ne bi objavili, ali da ste kaj morali drugače objaviti, ali kaj črtati? To so tudi kar znane zgodbe, ki tudi pricrljajo na dan, da je bil to, recimo... Ja, to je tudi ena taka pomembna tema, no, absolutno. Jaz sem imel take težave, ne bi jih pakoval v ne vem kako trpljenje, ker se mi je takrat to zdelo, to je tudi stvar razvoja, ne. To se mi je zdelo skoraj normalno, ne. Tudi zdaj, ko so se mi zaradi Prešernove nagrade lotili mediji, nekateri, ne, pa tudi moji lastni mediji, sem potem v urednici, pač, ko sem jo malo nazjavil zaradi tega, sem rekel, v bistvu se najbolj hecno predvsem tem je, da to sploh ni presenetilo, ne. No, ampak ravno, ko sem, mislim, da prvi film naredil o Škofjeločanu leta 1997, je bil dvakrat umaknjen iz sporeda, še zdaj se datumov spomnim, in potem čez pol leta vendarle objavljen. Urednik je hotel, da uvrstim noter še enega zgodovinarja, kar sem jaz potem tudi storil, jaz sam nisem hotel več vendati. To nisem hotel več vendati in zaradi tistega zgodovinarja, ki je dodan, mislim, je partizanski zgodovinar, Jan. Film nič ne zgubi, prav nič ne zgubi, mogoče še bolj barvit, ker on tukaj govori, je nekako malo skregano z logiko, ampak nič hudne. To je bil tak primer. V nadaljnih situacijah, leta 2004 je bil film Za molčanje moč preživeti narejen. Takrat so se pa kar zarotili, moram reči, da sem kot avtor film naredil, tudi tekstualno poslal vse to, kar je bilo v filmu v urednici, ampak sem se zavadajoč se, da ona ne bo sposobna dojeti, kaj pravzaprav v tem filmu je. In ona tega ni prebrala, ni predelala in nisem bili na to pripravljeni. Ko so film 2-3 dni pred objavo šli očitno pogledati, je bila pa groza, se je poklicali v pisarno direktorice takratne, ona je imela barvo oblaza, tako kot so ti naslovni tekstovi, se še spomnim, čiste bila zaripla, in so hoteli ta film, ne hoteli, so ga umaknili iz sporeda in zahtevali, da van posežem. Takrat pa seveda meni je bilo pa tako nagražno vse skupaj, ker sem vedel, da gre pravzaprav za centre moči, za borčevsko, udbovsko ozadje, tako je poimenoval kot je, če pa mu to ni všeč, pač tako je bilo, ki je poskušalo to svojo slabo vest vzdrževati še naprej na ta način, da gledalstvo ne bi izvedlo resnice. No, ampak takrat so mi tudi novinarski kolegi, se to je v bistvu situacija bila bolj normalna, kot je bila zdaj. Novinarski kolegi po nekem naključju par medijev začelo o tem pisati, so se to javno povedal, kaj od mene zahtevajo, in potem so se po eni prekuciji dolgi umaknili. Spomnim pa se, da so namesto tega mojega filma najprej dali film Rdeči veter, potem so tega tudi umaknili, ker se je avtorica pritožila in potem so dali nek film za jedavci. Tako da zgodba se je bil nekaj opisati, ampak je bila hecna. Dobro, to je ta moja izkušnja. Tudi pri tako normalni zgodbi, kot je Pedro Opeka, nisem imel težave z najvišjim vodstvom, sploh ne, tle gre za nek respekt, ampak s nekim urednikom, ki je v filmu napisan pa da, ker njemu to sploh ni bilo všeč. Sploh ni bilo. In je pravi, da je predolgo in tako naprej. Če reči, da to je vse ni opravičila, jaz mislim, da za leto 2014, v katerem so, pa tudi že za leta nazaj in leta, ki so pred nami, ni opravičila, da bi lahko novinarji rekli, da kdo na njih pritiska, tudi zaradi eksistence in tako naprej. Treba je stopiti v javnost, javno nastopati in potem mislim, da vsi ti problemi odpadajo. Jaz se pogosto postavljam tudi, ko imamo te težave, vsi jih imamo, ki delamo v medijih, a veste, pa mogoče kakšna žrtev z tega naslova tudi pride, moraš kaj potrpeti, da dobiš kakšno slabo karakteristiko, da te mediji napadajo. Ampak kako malo je to, kako malo riskiraš v primerjavi z ljudmi, pustimo iz obdobja vojne, ampak tudi iz povojnega obdobja, ki so se takrat zoprstavili režimu. V tistih časih, ko nisi tvegal samo svojega življenja in premoženja in karijere, ampak tudi svoje družine. Tako da v primerjavi s tem so vsa ta naša ronaštva majhna. Zato se toliko bolj čudim, zakaj jih nekateri ne zmorejo. Res se čudim. In ravno med katoličani, med nami, je veliko krat prisotna neka
skoraj bi rekel, otročja prestrašenost, ko si ne upamo javno nastopati, povedati svojega mnenja, ko ne upamo parirati v nekem krogu, kjer se odvija neka debata, ki zadeva naše najbolj vitalne vrednote, a ne ali verske, tudi verske lahko, sploh moralne vrednote, ki so nam svete, ki nas konstituirajo. In sploh pa zdaj v tem obdobju, ko se vidi, da to, kar se sedaj dogaja pri nas, je pravzaprav napad na naše vrednote, na naš način življenja, ki smo ga dolžni zaščititi, če nam je to vrednota, ne pa biti tiho. Tako da, ja, so seveda pritiski, so, ampak mislim, da večinoma to, zakaj v medijih prebirate in gledate neko rafinirano resnico, ker pogosto veste, da je resnica druge, to je bolj problem avtocenzure. Mislim, da se pa ta cenzura zgodi že prej tudi s samim izborom ljudi, ki delajo v medijih. No, ko ste omenili zdaj cerkev, vaše mnenje, zakaj slovenski mediji tako radi poročajo v glavnem samo negativnem vidiku, recimo cerkve? Recimo zadnji primer, ta ubogi pes od Nuncije, da se piše o njem, recimo, ampak striktno negativno. Ne vem, pa je to, so naši mediji, to cepljenje? Ja, jaz sem mogoče tukaj imel mnenje, ki vsem ne bo všeč, da bom poskušal razložiti. Dejansko, ko gre za vitalne zadeve cerkve, za tiste, ki so dejansko pomembne in ki so, bi rekel, tako moralno čiste, takrat se dogajajo ti napadi. Prav gotovo. In tako zgodovinsko gledano, medijsko, to je ena taka hitra analiza, ki mogoče ne drži popolnoma, ampak vendar. Do prihoda kardinala Rodeta, ki ga imate tam ovekovečenega v takih mediteranskih barvah, do njegovega prihoda je imela cerkev na Slovenskem izredno visok ugled. Več razlogov za to, še v dobi škofa Šuštarja. So pa celo leta 92, ko so te druge volitve za predsednika republike, je šel časopis Predsednik, ki ga je financiral kdo že, nek Saft ali nekaj podobnega. In na prvi strani je bil predsednik Kučan s papežom, spodaj, tudi na prvi strani pa z nadškofom Šuštarjem. Zdaj bi bil to recept, po 20 letih dobrih, kako zgubiti volitve, v vsakem primeru, če se slikaš tako z nadškofom. Takrat je bilo tako. Prihod nadškofa Rodeta so izkoristili, seveda z njegovo pomočjo, nažalost, za to, da so v bistvu spodbudili ali pa da so obnovili kampanjo proti cerkvi, kot smo jo poznali ali pa jo poznamo iz zgodovine iz 50-ih, 60-ih let. Pravi, režim, ki potrebuje za stabilnost nekega zunanjega ali pa notranjega sovražnika, največkrat oba, je sproduciral sovražnika v obliki katoliške cerkve, se do nemoglosti izkoriščal nekatere izjave kardinala Rodeta, takratnega nadškofa, ki vsebinsko pravzaprav niso bile nič sporne, ampak vendarle se jih je dalo uporabiti za neko kampanjo proti cerkvi. Na ta način so seveda tudi politično šibili to pomladno opcijo, ker je bila vendarle, vsaj tisti, ki malo poznate zgodovino teh prvih konc 80-ih let, začetku 90-ih let, je bila cerkev s tem ugledom pomembno vezivo tudi za pomladno politično opcijo. Katoličani pravzaprav smo bili tisti del slovenske nacije, ki ni bilo treba nič prepričevati, niti za demokracijo, niti za samostojno državo. To se premalkrat pove in povdari. No, potem se ta zadeva izkorišča, tako po letu 6-7-98 se ta zgodba obrne do tega, da je ta nastrojenost proti cerkvi pogosto patološka. So pa tudi posamezni primeri, ko vidiš, da ni tako. Če ste že omenili ta banalni primer z Nuncijevim psom, pa so o tem pisali. Ampak jaz bi pa pričakoval tudi, da kakšen cerkveni meri, pa tudi, ne vem, tudi kakšen drug meri, se vprašal, zakaj pravzaprav za Božjo voljo leta 2014 zidamo in potrebujemo nunciaturo. To je rabi. Ob vseh teh zgradbah, ki jih ima cerkev v Sloveniji, ki so prazne in propadajo, ob vseh teh finančnih težavah, ki jih imamo in imate in imajo, se zida nunciatura. To je absolutno nek signal, jaz se da to lažje povem, ker nimam neke subordinacije, to je nek signal, ki je popolnoma v skladu s tem, kar hvala Bogu končno uči in tudi svojim zgledom promovira papež Frančišek.
Tako da psa bi pustil potem ob strani, ali on trpi ali ne pri tej gradnji. Jaz mislim, da bolj trpi zdrava pamet katoličanov, kot pa ta pes. Hvala. No pa, če gremo zdaj od medijev, mogoče nazaj k spravi, spominjam se dr. Zdeševe, ki je bil v našem domu, vedno je tako zabolelo, ko je slišal besede, kdo je stranka v postopku, pri spravi, ki se pač bi naj, pa se mora zgoditi. Nekateri pravijo, da so nam te stranke v postopku bile vsiljene. Kaj pa vi pravite? Sprava med kom? Na osebni ravni, na družbeni ravni? Ja, to najbolj resen duhovnik to razloži, kako prideš v spovednico in verjetno najprej si na to pripraviš, duhovno, očisti se, koliko se da, in potem bistven del sprave je, da priznaš svoj greh. Resnega priznanja in tudi resnega obžalovanja, dejanskega, ki bi se videlo potem tudi s pravnimi dejanji, ki sledijo, nismo imeli. Imeli smo medijske manipulacije, imeli smo zaroto molka in prikrivanja, ampak tega nismo imeli. Tako da, kdo je stranka v postopku? Jaz sem v enem teh filmov izpostavil kot stranko v postopku zvezoborcev. In sem rekel, da predvidevamo, da so med krivci za te povojne poboje, da so pa člani njihove organizacije. In potem mislim, da je gospod Dolneček takrat bil še šef in bi rekel, da če so, recimo, osumljenci v njihovih vrstah in oni ne bodo pomagali pri neki pravni zaščiti. In je tudi neko obžalovanje izrekel, ampak to je daleč premalo. Če bi imeli te organizacije, te stranke v postopku čisto vest, bi davno sami raziskali te primere. Povedal tudi eno primerjavo, ki bi nekoliko gre v kontekst. V Franciji je bil del rezistence tega opora takrat proti Nemcem je bil komunističen. Tam, ker je bil ta opor komunističen, so od leta 1944 in do konca vojne izvedli umore, poboje, mislim, da je tam okrog 13,000 ljudi, če se prav spomnim, mogoče sem pozabil, mislim, da še nekoliko manj. Je bil v večjem delu Francije, so oni takrat tudi vsaj delno oblast imeli. Ampak tam se že leta 1946 izvršijo procesi proti tem, ki so te poboje izvrševali. Spravi, tam je dejansko prišlo do nekega brezvladja in do pač izkoriščanja oziroma revolucionarnih elementov, ki so bili potem sankcionirani. Kaj se pa pri nas zgodilo? Pri nas pa se poboji ne zgodijo tik po koncu vojne, 9., 10., 11. maja, ampak se začnejo šele, ko je bila oblast vzpostavljena, ko so trdno zagrabili oblast, takrat so pridobili ljudi nazaj iz Koroške in zajete tukaj in jih začeli pobijati konec maja, začetek junija po večini. V Slovenski Bistrici celo januarja 1946. In seveda, nobenih obsodb ni bilo za tiste, ki so te poboje izvajali in jih še zdaj ni. Veste, kakaj razlika je to, ko se včasih primirja, ja, to je bila vojna, to je bilo maščevanje, to je bilo posod, to je bilo tudi v Franciji. Ni res velika laž. Tako da, stranka v postopku je popolnoma jasna, ampak seveda se, ne vem, se prikriva s pomočjo medijev, predvsem na sodstvu. Hvala. Ja. Mogoče tako je delek, ko ste omenili, ko gre za stranko v postopku. Predsednik revija, takrat, in na eni strani tako je Šušta zraven samega predsednika. Pa pa zadeva v zvezi s Kočevjem in tisto spravno pobožnostjo na eni strani je Kučan, ki pa seže v roke Šuštarju. Koga pa je Šuštar takrat predstavljal? Jaz mislim, da je bila neravno sporan neko nelagodje, kar se tega tiče. Premalo vem, ampak dojemalo se je in pričakovalo se je, da bo vendarle cirkusko ljubljanska nadškofija tista, ki bo v nekem smislu moralni zastopnik prizadete strani. Kar je tudi v enem ontološkem smislu popolnoma normalno, meni se zdi logično. Mislim pa, da se je potem, vsaj, to je pa res mogoče bolj potem, ko bile govorim, ker nimam tako dobrega spomina, je pa tudi kolega, kdo boljše zna, mogoče pa povedal Lenart. Zdi se mi, da so se potem sploh v dobi škofa stresa nekoliko začeli umikati z teh pozicij.
recimo tudi v primeru pokopa škofa Rožmana je bilo prvotno mišljeno, da se ga pokoplje brez pridige, brez nagovora. Zanesljivo pa so se pristojni zelo trudili, da ne bi prišlo v javnost, kdaj in s katerim letalom ga bodo pripeljali v Slovenijo in da so to tudi v nekih internih krogih razglašali kot velik dosežek. Zakaj? Kaj pa on napačnega naredil? Jaz sem cel film o njem naredil, pa so ljudje, ki na desetine ljudi in tudi na čkofi bi morali biti med njimi, ki poznajo njegovo zgodbo. On ni storil vsega, kar bi bilo v tistem trenutku potrebno, ampak to pa zmore kaj takega. Ni pa delal, seveda, ni pa delal nemoralnih dejanj. Še obratno, veliko ljudi je rešil zgodbe o tem, kako je reševal tudi Žide. Seveda nisem mogoče kompleksno na to odgovoril, ampak dejansko se cerkev, po mojem vedenju, gospod od zadaj, do roko dvigo boste potem pojasnili, mislim, da se je malo z teh pozicij umaknila. Spravna slovesnost v Kočevskem rodu bila pa simbolno dejanje. To so znameniti posnetki, ki jih imam tudi pred seboj. Glede. Cela spravna slovesnost bila zelo lepa. Tudi takrat je bil en mariborski novinar, ki mi je trenutno išlo iz spomina, ki je to slovesnost kot poročeval s televizijski vodov, čudovito. To s takim besedilom, na takem nivoju, da me sedaj trese, ko se to spomnim. Zdaj, je tudi RTV takrat premogel človeka, ki je bil kostnej nalogi, več kot kostnej nalogi. Ampak cela zadeva, če pa malo zgodovinsko gledamo, je bila utemeljena na prevari. To je bila spravna slovesnost ob brezdu pod Krenom, ki ni brezno, kjer so ti pobiti slovenski fante. A mislite, da predsednik Kučan, ki je tam bil in je tudi se rokoval z škofom Šuštarjem in nimamo razloga, da bi mi sodili, da ni mislil iskreno. Ampak mislite, da ta globoka država ni vedela, kje so bili pokopani Slovenci? Seveda je vedela, ampak je to prikrivala, ker jim je bilo to v interesu. To je že prva napaka, oziroma prvi klin v resne namene v spravi. Drugo pa je, da je to bilo simbolno dejanje, ki mu morajo slediti potem praktična spravna dejanja. Poprava krivic, odkrivanje zločincev in kaznovanje zločincev. Ne pa, da imamo vse tiste, ki so bili v vrhu te države, te totalitarne države, ti ljudje imajo še zberi spomenike na najbolj eminentnih mestih v Ljubljani. A je to spravno dejanje? Seveda ni. Pa vlakati tak spomenik na simbolni ravni, če nadaljuje spravno dejanje, da je pomeni nič. Sedaj se lahko zgodovina mislim, da tih spomeniki nekaj bodo, ker dejansko pričujejo o stanju, kakršno je. Vem, da tisti, da bi zdaj radi z nečem prekrili tisti spomenik revolucije, ker po letu 2000 se je razpasla teorija, da revolucije ni bilo, ali pa vsaj bi jo radi skrili, govorijo samo o narodno-spodilnem boju. Čeprav vemo tiste znamenite izjave Mačka Ribičiča, da tisti, ki ne razume, da je šlo za revolucijo, ne razume ničesar. Upam, da sem delno odgovoril. Ste vi želeli vprašati nekaj? Ja. Če kaj na glas? Robo, sliši? Robert Smodiš tukaj. Rad bi se malo povrnil na slovensko to stvarnost, ki je danes aktualna. Ne toliko na problem sprave, direktno, neposredno, ampak na to, kar se pri nas dogaja. Jaz vidim tukaj v Sloveniji, da namreč določeni centri moči, to so, bi rekel, lobiji pravosodja, potem politike, trenutne aktualne bodojoče politike, potem lobiji tako imenovanega partizanstva, kakokoli že to imenujemo, pa potem lobiji medijev. Oni so na eni strani in oni obvladujejo, sicer to ni na novo ugotovitev, ampak vseeno ponavljam, oni obvladujejo slovenski prostor oziroma slovenskega človeka. Oni so na nek način tisti preroki, ki potem mi njih, preprosto govorim, torej mi poslušujem stvari, mi njih poslušamo. Oni so učitelji, torej preroki učitelji, oni so učitelji, za katerimi mi hodimo.
kakor oni povejo, tako je. Kar pri njih ni, to v Sloveniji na nek način tudi, kakor da ne bi bilo. In problem vidim v tem, da je samo ta začarani krog prisoten. Pri njih se stvar spočne in potem se posreduje ljudstvo, da tako rečem. In ljudstvo, oni so aktivni, ljudstvo pa je pasivno. Oni so aktivni igralci, vsi mi pa poslušamo in spremljamo, kar se dogaja. In kar torej pravijo, tako je, to ponavljam. In to je problem začaranega kroga. To se nenehno obnavlja, nenehno to poteka, ampak največji problem se mi zdi tudi ni v tem, čeprav je to velika pa boleča stvarnost. Ampak večji problem je še v tem, še bolj v tem, da to ne more iti nedogled, ampak se slovenski človek s tem izčrpava. Tako daleč gre in se bolj poglablja, dokler ne vem, kaj se bo zgodilo, ali bo Slovenija krahirala, ali kaj se bo zgodilo. Hočem reči, da se stvar še bolj izčrpava. Kako daleč je to šlo? Ja, mislim, da hvala za to analizo, je absolutno točna, z malo drugačnimi besedami povedano tisto, kar je potrebno povedati in verjetno večina od nas čuti. Gre za nek začaren krog, mi smo imeli še v času Pahorjeve vlade, mogoče tudi na začetku vlade Alenke Bratušek možnost, nekako na pragu Brezna, da bi Brezno obšli z določenimi žrtvami, recimo s krčenjem javnega sektorja, čem podobne. Ne bi smo gladko v to Brezno stopili. No, mislim, da je to, kar se ta družba, to je samo en segment, seveda, ampak kaže to na neko patologijo nacionalno, ki se je razširila. Vsak, ki ima gospodinstvo, tudi če sam živi, ve, da pač nekaj služi in nekaj porabi in si pač te stvari mora uskladiti. Mi živimo trenutno v državi, ki vlada ljudje, ki se brez glavo zadolžujejo. Mislim, to so stvari, zaradi katerih bi morali zvoniti vsi zvonovi in tudi vse gasilske sirene, ker se izčrpava ta ekonomska podstat naroda, ker smo mi oropani prihodnosti na ta način v enem smislu in naši otroci. Sploh pa je, mislim, da je država v nevarnosti dejansko, na to, kar se dogaja. Ker na nek normalen način se te hitre zadolžitve ne morejo refundirati. In najmanj, kar se bo zgodilo, je, da bomo padli v neko strašno ekonomsko odvisnost. Dobro, to je mogoče samo en problem. Dejansko, mislim, da je bilo novembra 2012, ko je naš politik dejansko napovedal, da so ogroženi ekonomski temelji države. Do takrat se vsaj meni tako, recimo, da ne bi bil malo bolj osveščen, pa vsaj ne bi imel več informacij, se to ni zdelo možno. Od takrat naprej se mi zdi, in vsi ti koraki, ki tudi sedanja oblast počne, seveda z upoštevanjem, da tudi prejšnje oblasti niso niti odale delali vsega, kar bi bilo potrebno, ampak vendar mislim, da so pomladne vlade delale korake v pravo smer, poleg napak, da se pa zdaj galopira dobesedno to Brezno in sploh ne vem, kako ti ljudje razmišljajo. Tudi sem blizu te teorije, da gre za neko garnituro, ki dejansko sploh ne vlada, ampak je samo pozicionirana strani centrov moči, ki jo bojo po potrebi seveda odvrgli in reciklirali nekaj novega. Ja, gospod, dovolite, če kar na glas, Stanko Kračun. Najprej bi se vam lahko zahvalil za vaše delo, ste res pionir za tem. Je ogromno vaše delo, sem res lep boglomen za to. Imam pa eno vprašanje do vas. Naslednje leto je 70-letnica tega genocida. Na drugi strani vidimo okrog 300 raziskovalnih novinarjev. In bi prosim vas, da apelirate na vse te novinarje, da prispevajo k temu, da se do naslednjega leta to v večini uredi. To vas bi lepo prosil, pa vem, da tudi vsi ostali, ki to potrebili. Tako prosim. Hvala. Hvala lepa, tudi za moj vprašanje. Hvala. Gospod, izvolite. Ja, samo to videti.
partije in prejšnji režim tega odstavo. Mislim, da so posamezniki delali odstavo, vendar sam po sebi pa ne more dobiti negativnega predznaka in s tem pravzaprav je tudi to zadevo in tamo. In pa seveda potem njegov naslednik s tisto zelo razredno temo je s tem tudi zadevo v tej smeri. Predvsem pa me pravzaprav šokira tudi to, kar je v povezavi s to mednarodno zadevo, ki se je zdaj v zadnjih mesecih, v vezi te smrti in umora Stefana Crnogorca. Gre za mednarodno zadevo, namreč zgodila se v Avstriji, šlo za hrvaškega državljana. Slovenija je bila preprosto naprošena, da pove, ki je njegov grob. In tega ni mogla narediti. Tega niti predsednik države ni rekel, fanti, dajte, ta podatek, in tudi pater Knaus ni dvignil glasu. Kratka, enostavno smo očitno tako otopeli Slovenci, da ne razumemo Antigono, tudi o Srebrenici, imamo polne usta besed. Ja, nekaj dodati, natančno tako, upam, da ste slišali. Dejansko tako. Mislim pa, da še mogoče malo komentar o teh novih udbovskih zgodbah. Če je šlo pri raziskovanju povojnih pobojev res za zaroto Volka, končno, dejansko, veste, ko si ti posvečen v neko druščino in da je pečat za to posvečenje umora, pa odgovorno za umor, to zelo, zelo dobro drži. Ker čim bi se odškrtnil en, bi se potem domine začele podirati. Vem pa, ker gre za mlade ljudi, da so, sploh izvrševalci so še zmeraj živi in jih je prav veliko. Ampak tle gre bolj za zaščito zgodovine, za zaščito preteklosti, ki je pa, jaz mislim, da tej levici slovenski še bolj pomembno, kot smo mislili. Se spomnite te velike maše, ki so jo imeli v Stožicah lansko leto, kjer je bilo res divjanje, tudi agresivna govorica ob jugoslovanskih in komunističnih zastavah, brez ene slovenske, brez ene evropske zastave. Z prvo vrsto, kjer so bili od predsednika države, vlade, ustavnega sodišča, dobro, Mečkofov ni bilo, hvala Bog. Tudi. Ampak mislim, da teh tam seveda ne bi bilo. No, ta ubovska zgodba pa dejansko zadeva tudi garnituro, ki je še aktivna. Mislim, da se tudi danji predsednik Kučan tukaj, bom blago rekel, počuti zelo nelagodno. Ker režim je počel te scenarije dejansko do konca. Recimo trgovanje s cigaretami, z alkoholom, mamili, iz ki ga je del udbe delal, to je trajalo do konca 80-ih let. Organizirano prikrivanje grobišč z maltretiranjem, popisovanjem svojcev, ki so si upali preživljati kakšno svečo, to je trajalo do konca 80-ih let. Udbovsko spremljanje ljudi, ki so bili zapisani med sovražno emigracijo, se spomnim prav enega primera dokumentov, ki jih imam doma, je trajalo celo še po prvem krogu volitev demokratičnih leta 90. Finančna nakazila temu Hanziju, za katerega pravijo, da je kupil toliko ljudi, so šla še po demokratičnih volitvah. Velika finančna nakazila v 10.000 nemških mark. Verjetno zato, da bi svoj spomenček res zanesljivo zapečatil. Tako da, ja, te stvari so še zelo, zelo aktualne in boleče. Eni pravijo, da to tudi končno ključno do razkrite preteklosti, da ne bomo šli od spode gor, ampak iz vrha dol. Tudi to je na možnost. Ja, izvolite. Sem še Klinšek, pa ker vidim, da smo tu bolj kot ne detki in babice izvzetnosti, ki niste, bi vprašal to, namreč v krogu mojih prijateljev, večino bolj v cerkvo, pa tudi ne, velja pravilo, ne obremenjujemo s tem teh naših vnukov. Oni naj nič ne znajo, ne? Kaj se bomo s tem ukvarjali? Ne? In zdaj jaz tu najstran apel, osebno sem prepričal to, ker jaz sem pri svojih, ker sem doma filov spodaj bil, sem pri svojih 10 letih vedel, kaj so delali na tehanih,
od ljudi, ki so mi predstavili sorodnikov, ki so mi povedali. In tudi od drugega strica sem pa nekaj izvedel, kaj so partizani. In da bi tudi vaše mnenje, mislim, da je tu so uspeli pri spravi največ to narediti, to ni pomembno, ne razlagajmo to svojim vnukom, to je drug čas. Jaz osebno sem pa svetlo pripričan, da Nemci ne delajo tako, lahko da se motim, ampak da vsi ti naši vnuki morajo o vsem tem vedeti, da se ne bom kaj več podbival. Pa še vaše mnenje. Ja, spet zelo pametno razmišljanje, vse po moji presoji. Tako kot si nekako v naših družinah, ki imajo vzpone in padce in težave in preizkušnje, ampak če dalje bolj vidimo, že v nekem odnosu med možem in ženo ali pa možem oziroma očetom in otroci, vidiš, da je temelj nekega sožitja, da je resnica, da je debata. Torej, nihče ne pokoplje svojo babico pod prak, ali jo skrije nekje, ne vem, pod parket, ali pa pod preprogo. Hočem reči, da vsi imamo, ali pa se zavedamo te tudi instinktivno te želje, da imamo čiste odnose s svojimi sorodniki, s svojimi sosedi, s prijatelji in tako naprej. In kaj je ena državna skupnostnega naroda, ki ni tako velik kot je slovenski in je še toliko bolj obradil, kaj je drugega kot velika družina. Velika družina. Kot neka skupnost, kjer morajo za dobro delovanje biti uveljavljeni ti standardi, o katerih smo govorili. Veste, tudi bolj rentabilno je, če je preteklost razčiščena, se je temelj te razčiščene preteklosti, resnica je orodje do tega, je potem sprava. Sprava je absolutno rentabilna. Mi smo lahko zelo kritični do generala Franka, ki je seveda bil, kot veste, fašistični voditelj v Španiji, ki je premagal republikansko stran. Obe strani sta počeli med vojno hude poboje. Po vojni se je Franko seveda tudi maščeval, zapiral in tako naprej. Ampak, kljub vsemu, je imel neko svojo vizijo, da je dal pokojnine, in to je bilo kar razširjeno, obema stranima, se pravi, materam, ki so zgubile svoje može, pa sinove, na eni ali pa na drugi strani. Nekdo bi rekel, kako neumno, kako inteligentno, ker na ta način nekako poskušaš vsaj v ekonomskem smislu spodbuditi naroda, da funkcionira enotno. Seveda ni rešil se problemov. Španija so tudi sedaj mnogo že na teh točkah, kjer smo mi. Ampak gledajte, tudi nekdo bi rekel perverzen razmislek. Gradili so eskatorial, sicer zaporniki, ki je neka podzemna cerkev v skalo opesana, ampak vse prvotni namen je bil, da je namenjena padlim, oziroma umrlim na obeh straneh. Pri nas pa je režim sistematično poniževal, drugače mislečev tudi seveda ta logika, da se to prikriva, ker je to tudi deljene sramote, ne družinske sramote, veliko krat bil. In se je na tem sovraštvu napajal, in se spomnil zgodb, ki so presolile, ko so prišli paketi UNRE, to je bilo konč 40 let, in je učiteljica rekla, ustanite tisti, ki ste sirote, seveda so bili sirote, z ene pa predvsem z druge strani, in rekla, vi pa kar sedite, vi ste sinovi, hčire izdajalca, so bili otroci v nižjih razredih osnovne šole. Veste, režim dejansko na tem sovraštvu funkcioniral in se napajal. Zato mislim, da so tukaj neke posledice tega. Da, zaradi te kritične politike, da na eni strani storilci te politike pravijo, pustimo preteklost, obrnimo se prihodnost, to je znana Kučanova floskula, in da tudi tisti, ki so bili prizadeti, zelo radi o tem govorijo. In tudi težko je od njih pričakovati, da bodo te stvari sami vrednotili. Tukaj pa je na tej moji generaciji, mogoče tudi malo starejši, malo mlajši, da če še imate ljudi, ki so take stvari doživeli v svoji sredi, da jih vendarle poslušate. Ker vse to obdobje po vojni eni niso hoteli govoriti, ampak veliko krat je bilo tako, da jih ni bilo poslušati, da jih niso hoteli poslušati, kar je še hujše. In mislim, da tudi ljudje, mislim, da se kvaliteta življenja znatno spremeni, že od človeka, če se izpove, medtem ko pa svojci opremljeni z vedenjem, kaj se je zgodilo s njihovimi dragimi, pa so, mislim, da res bolj opremljeni za življenje in s tem se v nekem smislu zmanjša možnost
da bi padli podobne situacije v prihodnosti. Zdaj, ko smo videli to, da poslušamo, ne? Vi ste se pri vašem ustvarjanju teh filmov srečali tako z žrtvami, kot verjetno z rablji. Mogoče, če poveste najbolj prekrasljivo zgodbo, ki je recimo ostala v spominu na strani žrtve, pa tudi mogoče na strani rablja, da se spomnite. Ja, moram reči, žrtve pa več kot rablja. Da zelo težko se je dokopati, tu še zmeraj, imam veliko željo, da bi se nekdo čisto odprl, seveda to skoraj nemogoče. Včasih pravijo, da je treba tik pred smrtjo nekoga dobiti, da se nekako izpove. Pa ne zaradi sebe, zaradi svojih ambicij, ampak zato, ker bi bilo, mislim, da je odrešilno za nacijo, če bi take stvari vedela. Ja, pred kratkim je umrl Milan Zajec. To je bil človek, ki je bil seveda vržen v jamo, obrezno pod krenom, skočil je, preden je dobil strel, 6 dni živel v jami, preživel v jami skupaj z nekaterimi tovariši in se rešil. V tem času, ko je živel v jami, je užil tudi človeško meso in vse take stvari. To je bilo res nekaj grozljivega. Ne sem ga pred leti obiskal, še da se spomnil v nekih zelo skromnih hišici Reseni, v Irlandu je živel. Imel je brezijansko Marijo na steni, pa še eno sliko generala. In je v neki tišini, ki je bila v taki nežni govorici, komaj slišni, ki je bila podobna molitvi, to svojo zgodbo pripovedoval. Videlo se je, da ne pripoveduje z neke želje, ampak iz potrebe, ker so ga pač tudi njegovi tovariši prosili, daj prosim, povej za to, da bo za zanamce. In on je zgubil 5 bratov. Mislim, da 5 bratov. On je bil tisti, ki se je edini rešil z te družine. En brat je še preživel, mislim, da je bil tudi duhovnik v Beogradu, nekaj podobno. Par let nazaj, ne? Ja. To je bilo tako presunljivo, vem, da se, ampak to je bilo kar nekajkrat, da s Nemalcev potem celo popoldne nisem več govorila, ker ni bilo nekaj smisla. Zdaj, pri teh rabljih jih res ni bilo veliko. En tak primer je bil gotovo zdaj, ko zavrdal. To je na redkih, on poleg Alberta Svetine, redki oznovci, isto sta samo ta dva, ki sta se izpovedala. Ne? Seveda ne popolnoma, ne? Težko je govoriti o tem, kakšne zločine si počel. Sem pa že v tisti dobi, ko je Zdenko Zavrdal še živel, tudi zvedel, ne, da je on pač bil kosovski likvidator na Goriškem, da je odgovoren za smrt veliko ljudi, da je celo streljal na nekega brata od moje babice, ki je bil študent v Padovi, študent prav. Tako da, ampak nič hudega. On mi je vendarle nekoč, nisem pustil posnet, ampak mi je pripovedoval o poboju tukaj na Pohovi, pri Areku. To je bil ta primer, ko je nekdo zbežal in so potem streljali za njim, ustrelili enega svojega oficirja, ker se je to dogajalo po noči in so bili pač prizorišče poboja bilo osvetljeno z nekimi reflektorji. In potem v tistem besu so likvidatorji prestrelili noge vsem tem, ki so bili namenjeni za umor. In on je to pripovedoval, to je bilo res pretresljivo. Dejansko se on sam začel trest, spremenljive glas, izrazil vse to. Tako da tudi sam nisem prvič drezal v njega, povedal je, kako je to želel povedati. Videlo pa se je, oziroma čutilo se je, da je seveda on itak bil pri tem v tej zadevi udeležen in da je pač aktivno pri tem sodeloval. Ja, izvolite, gospod Ivo. Jaz bi, kar se sprave tiče, postavljeno malo cinično vprašanje. V vseh vladah, od osamosvojitve sem, smo bili v eni ali drugi obliki udeleženi tudi za strankami, ki kvazi pripadajo desni strani. Od prve, ki je vodil še Peterlej, pa je bila zavarovana z nekaj ministri, preko ostalih, kjer je bila vključena ena ali druga desna stran, kjer je pač tam pristala na pogoje, ki so bili postavljeni, da je pomagala igrati igro sprave. Zdaj,
Ne bom se vračal nazaj, sam omenil, da je nekaj, kar se je zgodil pred parimi dnevi. Eden večjih slovenskih časopisov je objavil intervju na 2 straneh gospodu Marjančku, ki po mojem sploh ne ve, zakaj so ga določili za tisti intervju, da mu ga bi objavili, čeprav ni bilo nobenega posebnega razloga, ampak tisti intervju, verjetno ste ga opazili, je Marjanček lepo, hvaležno se stil za jezik potegniti in povedal to, kar so od njega pričakovali. Ostale stvari so tako, recimo, naveza Tonin, pa tako naprej, govori o tem, da vse niso oni problem. Problem smo mi. Če pogledate naše volilno telo, je približno pol-pol. Ampak seveda pod pogojem, da se z nami pravilno porazdeli in tudi to, kar smo se zamislili, držimo. Ne pa, da potem, ko so kocke veliko padle, poskuša vsak iztržiti nekaj tam, ker misli, da bo nekaj dolgo, pa če mora za to mamo prodati. Pa me zanima, ali vi, ko imate sigurno več informacij, mislite, da je v tej konstelaciji sploh obstojala šansa, da bomo pri tem načinu vodenja politike, ko en del naše, ko narekovali desnice, komaj čaka, da bo potem dobil tam eno orešek ali pa eno suho hruško, zato da bo lahko tam na hotelu sedel. Ja, spet je tako, da ne vem, kaj ste me povabili, ker imate tako modre ljudi tukaj v sebi, dejansko. Glavne stvari so vam vse jasne. Bom poskušal malo pokomentirati, samo to, ne. Se imate prav, ne. Se potem, če se spraviš na ta nivo, ne, kot se pri nas tudi del desne politike dogaja, sploh Nove Slovenije v zadnjem obdobju, sem bil šokiran na tem, pa nimam doben preokupacij, imamo zelo dobre odnose tudi. Ampak dejansko se sprašuješ, zakaj, ne? In kje so ta sidrišča moralna, da bomo vedeli, ali se bo to tudi v prihodnosti dogajalo, da je način, s katerim se je treba sprijazniti. Sploh pa je ta stvar ne samo, da ni prava, ne? Ampak tudi ni logična, ni rentabilna za to politično opcijo. Zdaj, nekdo svojo osebno kariero lahko izpostavi na ta način, da uniči celo, mogoče prihodnost cele stranke, ne vem. Vprašanje se potem izpostavlja še naprej, ali je ta stranka sploh možno, da ta stranka preživi, ne? Ne bi se rad tukaj politično opredeljeval, ampak lahko rečem sam svoje občutke, da mi je zelo začutilo to, kar se je dogajalo. Imate prav, skozi zveri so bili eni Ivoti Bizjaki, eni, ne vem, Puckoti in vsi ostali, zmeraj v nekem določenem kritičnem trenutku, smo ravnanje ministra takratnega, notranjega Iva Bizjaka v primeru Depala vasi je bilo porazno. Preko njega je takrat nomenklatura izpeljala zamenjavo, kot so takrat govorili, stebra osamosvojitve, ki je bil tudi garant za nekoliko drugačno Slovenijo. Ne idealiziramo, ampak vendar, ne. Potem se po letu 1994 ravnovesje poruši in od takrat naprej mi doživljamo tudi rekonstrukcijo bivšega režima z vsemi elementi, na koncu tudi s simboliko in z vrednostnim sistemom državnosti. Krščanski demokrat. Jaz mislim, da pri gospodu Peterletu, da je imel vedno dobre namene, je šlo pa za določeno naivnost. Zdaj, smo mi, a mi lahko se postavimo v vlogo razsodnikov in sodimo v tistem času. Mislim, da kot ljudi lahko, ne. Težko pa je dejansko globalno obsoditi tisto ravnanje leta 90-91, ki z današnjega zvena zveni, oziroma zveni popolnoma naivno. Tudi primer, da so mu svetovali naj zamenja tajnika, tajnico, on niti tega ni storil, ne. In tako naprej. Ne vem, ste mislili o ravnanju Nove Slovenije, da bi kakšno rekli? O ravnanju Nove Slovenije ste mislili, da bi kakšno rekli? Mislim, to smo menili zdaj, recimo, vlogo Tonina, pa tako naprej. Ja, ne vem. Tista zgodba, ko je glasoval za dodatek pokojnini predsednika Kučana, se mi je zdela neverjetna. Najprej bilo rečeno, da je šlo za napako, potem je to razložil. Z drugega konca sem slišal informacijo, kdo se je s tem pohvalil, da je to uredil. To je tudi ena oseba, ki je bila zelo dejavna v cerkvi, ki je pomagala v navednicah v preteklosti reševati določene cerkvene škandale, da niso prišli v javnost, ker
nekateri veliki cerkveni škandali niso prišli v javnost do danes. Ceno, ki jo je nekdo za to plačal, pa ne vem, po mojem je zelo visoka. In ravno ta gospod se je potem hvalil s tem, da je on to uredil za predsednika Kučana, pač to privilegirano pokojnino. Ampak dobro, to je bila recimo epizoda, nespametna. Ravnanje okrog tega zakona se mi pa zdi, da je uničujoče za stranko samo, ker vsem po mojem vedenju, mogoče nimam prav, ampak jaz mislim, da je najbolj prizadeta prav baza Nove Slovenije, ne toliko SDS-a zaradi tega. In da se tukaj žaga veja, na kateri sedijo. Ne vem, jaz ne razumem, tudi nisem nekomu iz stranke govoril o tem in ne bi hotel suniti. Jaz sem hotel samo to reči, potencijal, ki ga ima sredina, pogojno rečemo desnica, sploh ni tako slab. Ampak kaj nam pomaga, če zbere neka stranka na volitvah recimo 80,000 volivcev, pa potem to recimo očerej zgore z Volova, to za par kraj celo proda. Res je. To je moje temeljno vprašanje. Ja, ker povzroča tudi volilna abstinenca, razočaranje. Sicer pa je po svoje presenetljivo, kljub vsej tem medijskem enoumju, ki v veliki meri se še krepi, in te neenakovrednosti tudi recimo na področju obvladovanja kapitala, tle ta pomladna stran izrazito šibkih pozicij, mogoče 1:10, ampak kljub vsemu se na volitvah kar dobro drži, ne glede na vse. Ja, ampak seveda, to je to. Oni se dejansko igrajo z nami, čeprav tukaj potencijal zgleda drugače. Ampak kdo je napisal nekrolog, recimo Francu Zagožno? Marjan Podobnik. In to spoštljiv nekrolog, ki ni bilo besede o tem, da je on bil predsednik Združene stranke, ki je takrat omogočila večinski sistem. S tem gremo, mislim. Po mojem je to temeljni problem. Če mi ne vemo, kaj hočemo na naši strani. Ja, ne načelnost, ne možatost politike. Zdaj pa tudi, veste, neka negativna selekcija se v politiki uveljavlja za več čas. Jaz mislim, da je bil nabor, ne bi rad žalil kogarkoli, ni to moj namen, ampak recimo nek nabor ministrov, poslancev v tam začetku 90-ih let bistveno na višji ravni, kot je sedaj. In marsikdo bi kritiziral, tudi sam se ne upam kritizirati, ker veste, potem pa pride vprašanje, kaj si pa ti storil, koliko si pa ti prispeval. Malo kdo se spusti v politiko. Sploh pa biti danes politik desne sredine, kot se reče, pa pomladne strani, to pomeni dejansko stopiti nekje na križov pot, pa padati pod križem. Tako da ni stvar tako preprosto. Tiste, ki jih imajo, te politične stranke, so pa to, kar so. Spočkov ste vi želeli? Ja, jaz bi se vrnil na križopot. Namreč vprašanje splave med žrtvijo in krvnikom. Me zanima, kako vi komentirate pa mozaik Marka Rupnika v Kočevju, kako nakazuje. Koncept v Sloveniji, kljub vsem težavam, je krenila na pot pastoralne prenove, ki jo usmerja temeljni element pri tem pogledu. S 5 pastoralnimi izzivi in 5 je sprava. In tam je tudi stavek, prvi kristijani v Rimu niso preklinjali Nerona, ki je moril, ampak so častili svetnike. Odmožence. Ali z drugo besedo, temeljna misel je, ki ga poslani povem, da tudi se ljudi cerkve v Sloveniji, da se sprava začne pri žrtvi. Pri žrtvi, ki odpusti krvniku po vzoru Jezusa Kristusa, Gospod odpusti in vse ne vedo, kaj delajo. To je težka lekcija. Vi ste že malo nakazali nekatere primere, z ene druge strani, da je to možno. Boj, da to pri nas, pri Novorenskem, so takšna znamenja, da je to možno. Jasno, da se soočamo z to zaroko novka, ko mi čutimo vsi, tudi ko vabimo, naj se recimo obeleži gledišča,
gre zelo trdo in zelo težko nasledovanje. Ampak ta smer je prisotna. In vas prosim, če malo to dokumentirati. Sem vam hvaležen za to dopolnilo. Mislim, da ste dali pravi podarek, ki ga sam nisem znal dati. Se pravi, kako izvesti spravo tudi, če malo prebesedim, tudi brez nasprotne strani. In to se je dejansko zgodilo. To se je zgodilo. Sem bil decembra v Argentini, snemal tudi pričevanja starejših ljudi, se priporočam tudi, če so tudi v Celju, verjamem, da so. Se pravi, tudi moj interes ni za mlajše, ampak za čim starejše, take, ki so pač doživeli stvari, ki so pomembne za našo zgodovino. In naprimer, to je bil ravno dan, ko je umrl Mitja Ribičič. Sem snimal tri ljudi. En je bil domobranc, dve sta bili tudi preganjeni v zaporih in zbežali. In sem jih presenetil, ne da bi oni prej vedeli s tem, ne? Danes je umrl Mitja Ribičič, kako lahko to komentirate? A je res? A ja? Ja, Bog mu odpusti. Tako, v tem smislu so bili vsi odgovorni. Ena velika zrelost je za tem. Pravzaprav ena velika zrelost in tudi vidi se, tako bi lahko približno rekel, po fazi ene jeze, ene tudi maščevalnosti, ki je normalna za človeka, mogoče tudi fazi ene pozabe, marsikdo je poskušal te stvari, potem kot mlad človek potisati v ozadje in o tem ni razmišljal, ampak potem vest naredi en krog, naredi lahko dva kroga, ampak se vrača nazaj, neko tegobo v sebi moraš predelati in se potem ljudje v zrelejših letih pa, sploh če so kristjani, no jaz sem tukaj bolj s kristjani opravka, se pa to povrne res kot notranje, to so notranje spravljeni ljudje. In so tudi, mislim, da je izredno dragoceni za našo narodno skupnost. Spomnim pa se, spet kratko, sem pa snemal gospod, tudi ima grozljivo zgodbo dala skozi, je pa partizanka, so jo na Lisičjem streljali, so ustrelili takrat 7 žena, tudi matere vmes, njo so obstrelili, je uspela pobegniti in je potem bila tudi herojka in vse ostalo in jo je uspelo dobiti leta nazaj, sedaj je gospa že pokojna. In ko sem pa njo vprašal o tem, se je pa razdela, se je pa razburila, rekla, ne, spraviti nikoli. Zdaj se je pa videlo, pa ne bi rad zdaj to poantiral, kot da nasprotna stran se ni sposobna spraviti, ampak mi je dalo misliti. Kot vidim, da je ta mentalni vrednostni model tukaj drugačen. Pa je bila gospa, ona ni živela od nekega maščevanja, potem je imela službo, je bila zelo delovna tudi na socialnem področju in tako naprej. Njeno življenje je bilo, se mi zdi, da je zelo dopolnjeno in tudi v smeri dela za skupnost. Ampak vendarle na tej točki, te spravne drže tukaj pa čisto odpovedala, vsaj na tej simbolni ravni. To, kar spodbuja cerkev tudi v tem dokumentu, se je dejansko že zgodilo, ker en krščanski človek ne more 50 let živeti v sovraštvu, vse ga raznese. Mora to, očitno, tudi za svojo eksistenco predelati. Zdaj, kaj pred Bogom pomeni taka deljena sprava, na koncu sem zase odgovarjati, ne moreš odgovarjati za soseda, ne? Tudi če greš spovedi, ne moreš se spovedati še za ženo, ne? Ki verjetno bolj greši kot ti, ali kakoli, ne? Zbiri vsak samo zase. To je bila provokacija. Vsak samo zase. Tako da, mislim, da so ti ljudje ne potrebujejo sprave oni kot taki. Mogoče neko potrditev, tudi neko olajšanje v kolektivnem smislu. Kolektivno spravo potrebujemo mi, ki smo ostali in naši zanamci. Pa tudi spravo z neko pravno regulativo, da se ve, da se razmeji, kaj je prav in kaj ni. Se mi smo zmedeni, mi trenutno spravni. Pravimo sprava, v redu, spravno dejanje se je zgodilo na nepravem kraju, če smo že letalni. Predsednik Zveze komunistov, takratni gospod Kucijančič, je imel roke v žepu na tej spravni maši, to smo se zapomnili. Tisti, ki so organizirali to borijo, imajo spomenike v Ljubljani v nadnaravni velikosti. In seveda, vsi ti imajo tudi bogate pokojnine, ki so še živi. Tudi tukaj ni bilo nobenega reza. Tako da res mislim, nikoli ne moram spravo sam individualizirati. Vsaj za me se zdi, da mora biti storjena tudi v praktičnih spravnih dejanjih na kolektivnosti.
aktivni se nacionalni